Mi smo Hellcats in vi poslušate Radioaktivno. Black Thunder skupine Hellcats z EP-ja Unstoppable, Saša in Sonja, lepo zdrav oddaji Radioaktivno. Pozdravljeni, živjo. Peklenske mačke bi dobesedno prevedli vaše ime. Tako je. Ste res to? Tudi včasih. Ja, znamo kremple pokazati, ne. Tako, nismo samo neka predemo mačke, ampak pokažemo kremple, v tem smislu. Jih je do današnjem glasbenem svetu treba imeti kremple, namreč ostre. Ja, kar je treba kdaj, no. Predvsem tega, da moraš vztrajati, pa da te ne odvrnejo kakšne stvari, ko kaj narobe se zgodi. Ja, res je. Treba je biti vztrajen, treba je biti močen in pozitiven. Glede na vaš zapis imena ste zelo vroče, kajti tam so plamene. To sem jaz naredila dizajn že več kot 20 let nazaj, tak kot je naša glasba. Močna. Ognjena? Ognjevita in močna, ja, tako. In karakteri, ne. Ja. Ognjeni, energični nastop, sploh naša pevka je taka levinja ognjena, tako da nekako tudi z njo gre ta logo zdaj. Ne nazadnje, za to vrstno glasbo je treba biti zelo energičen in ognjevit. Ja, samo to, če imaš to v naravi, pol to je lahko, ne moreš se pa pretvarjati, da si to, če nisi, ne. Tako da mi smo take. Ste hard rock, heavy metal zasedba, na katero stran bi vas bolj vleklo, ali bolj k rocku ali bolj k metalu? Oboje, v duši smo metalke, rocker in rockerce. Glasba pa nekateri pravijo rock, nekateri pravijo premočna ali pa močna, tako da mi smo oboje, no. Na sceni je to vrstni ženski skupin verjetno kar za vzorec.
Ja, v pri nas jih ni sploh, ne, drugje pa jih je nekaj, ampak proti moškim skupinam seveda je to samo en mali vzorec. Vse več jih je v svetu in v Severni Evropi vse več vseženskih skupin. Ko smo začele, jih je bilo pa res zelo, zelo malo. Zdaj jih je pa vse več, kar nas zelo veseli. Ne nazadnje, nekaj se vas vsako leto zbere v Ljubljani, ko imate dan rok žena. Tako, že od leta 2015 se Sonjo trudiva povabiti vsako leto 3 vseženske skupine iz bližine oziroma toliko delež, da si lahko še privoščimo za naš festival Dan rok žena. In do zdaj se jih je že kar dosti nabralo, med drugim so bile tudi Slovenke pred leti, zdaj pa iščemo. To dejansko kaže, da ste res neustavljive. Ja, to ime smo se vse 4 takoj videle, ko smo se ga spomnile. Tako smo se nekako prepoznale pod tem, da je vztrajnost tuna naša čednost, ali kako bi rekel človek, da to je ta naša stvar, da ko nekaj si želimo, nek cilj, da bomo sledile, pridemo do njega z vztrajnostjo. Da v našem svetu je dejansko to treba. Ja, verjetno je res treba, ne? Drugače bi že odnehale, pa bi pač, ne vem, kaj počele še, mislim, saj počnemo milijon stvari, ne? Ampak bi nam sigurno taka zelo manjkala. To, da ste neustavljive, je slišati tudi na vašem novem EP-ju, ki ga danes vrtimo. Tako, ja, na njem je 6 skladb, najbolje, da si ga kar poslušamo, pa da vidimo. Bomo šli skladbo po skladbo, pričeli smo pa skladbo Black Thunder. Ja, Black Thunder, Ognjevit, bil je tudi single, sedaj pa prvi na plošči. Ta skladba kaže, da je treba oziroma da mora grmeti. Tako, ja, da mora biti kitara do fula na glas. Druga, ki bomo spustili, bo naslovna skladba vašega EP-ja Unstoppable. Ja, v njej, v tej skladbi pa prav povemo, kako se imamo mi super med sabo, mi 4 in kako je dobro, ko smo na koncertu, na odru in povsod, kjer potujemo in nam je res v veselje, da tudi začuti publika to našo energijo in v bistvu pozivamo v tej pesmi, naj se nam pridružijo pri tej veselju in energičnem nastopu. Tako da ta je glih za uživo, bo dobro. With you around, we are never alone.
Unstoppable je EP, ki ga danes vrtimo v oddaji Radioaktivno, skupine Hellcats, Saša in Sonja sta z mano. Nevihte imate rade? Glede na prvo skladbo. Rade jo preženemo, ne? V bistvu jo preženemo, rade. Ko je, v nevihti se ne moreš izogniti, ne? Ampak mi rade pol zmagamo nad njo in da gre stran, da je pol spet sonce. Pak nevihta je nekaj najlepšega, vse po mojem mnenju. Ko je vse glasno, ko grmi, ko bliska. Ja. Vse se kaže veliko energije. Ja, če si na toplem in suhem. Če si pa v nevihti, pa ni tako fajn, ne? Umirimo rade nevihte, ne? Pa tudi, ja, uživamo kdaj v njih. V letu 2004 moramo, da najdemo korenine skupine Hellcats. Ja, 2003 sva s Sonjo začeli ustvarjati bend, iskati prostor za vaje in ta pravo pevko, ta pravo kitaristko iskati in začeli smo z vajami. Do prvega nastopa je pa trajalo potem še kar 3 leta in 2006 smo v polni ekipi začeli igrati. Je bilo potrebno veliko truda, da sta potem našli še ostale članice? Oziroma članici? Ja, vedno je bilo veliko truda potrebno. Najprej sva sprašvali vse prijatelje, producente, če kdo koga pozna. Tudi audicije smo delali, ker pri nas se je kar veliko menjavale so se članice, tako da smo vsakič nekak drug pristop želele najti, da jih najdemo, ne. In pri vsaki je bila neka druga zgodba od zadaj in tako da je bilo tudi to pestro iskanje članic vedno. Od takrat ista zasedba ali se je katera zamenjala? Od letos je 4. leto, odkar imamo za nas najboljšo zasedbo do sedaj. To sta Sara in Mija. So se pa v preteklosti menjale, ker pri ženskah je tako, vedno se ali se poročijo, ali fantje, otroci in je težko pa vse usklajevati, ne. To ni samo, ko si ti študent, je vse lažje, ne. Tako da v teh 20 in nekaj letih se je marsikaj zgodilo, ne. Ko ste se sestavile, je bilo težko najti svoj glasbeni izraz? Ne, ker sva vedeli, kaj hočva. Vedeli sva že skozi kakšne skladbe in še vedno igramo prvo skladbo, ki smo jo takrat napisali. To je Hellcats, naša himna. Tako da v tem stilu gremo od začetka in še vedno. Ja, in zdaj se mi zdi, odkar sta Sara in Mija v bendu, da oni dve sta se res našli v teh komadih. Sploh Sara večkrat, če bi bila ona danes z nami tukaj, bi povedala, kako se njej zdi. Ona večkrat to reče, da smo to napisali za njo. In tudi je čutiti iz odra, kako ona ta besedila zna interpretirati, kot da so res iz njenih ust nastale. Ko ste začele, je bilo kaj vzornikov? Seveda, vzorniki so vedno tisti, ki te ženejo naprej, ne. In mi dve sva poslušali glasbo od majhnih nog, sploh Saša je bila, ne, začetnica tega, ko je odkrila AC/DC v osnovni šoli in seveda mene je navdušila, ker pač jaz sem mlajša sestra, sem hotela vedno biti kot ona in to je bilo pač, kar je ona rekla, je bilo to in tako da sem se vedno zgledovala. Imela smo AC/DC, polka je bila pa v gimnaziji, imela pa veliko sošolcev, ki so bili metalci, so poslušali pa tudi trše glasbene vrsti, ne, in tudi trše bende, kot so Sepultura, Pantera, Metallica, tako da vse to sem jaz preko nje spoznavala in tukaj sva se obe skupaj našli. Pol. Saša, potem si kar komandirala mlajšo sestro? Je bilo kar všeč, ni bilo treba dosti se truditi. Je pa res, da sva mi dve začele kot v klasični glasbeni šoli, ne. Mamina jo je vozila Sonjo na prečno flavto, mene pa na klasično kitaro, tako da ta prehod pol na bobne in bas kitaro je bil malo drugačen. No. Sta se kdaj zaradi katerega benda skregali? Ne, nikoli. Zaradi benda ne. Ne, mi dve, če sva se skregali, sva se kot otroci, tako kot se normalno vsi, zdaj, ko sva pa odrasli, se pa kdaj kaj, mogoče kakšno nasprotno mnenje, ampak to hitro se dogovoriva. Tudi tega ni veliko, redko. Album oziroma EP Unstoppable pa ni vaš prvi studijski izdelek? Ne, mi smo izdali 2013 naš prvi CD, Divja pot v slovenskem jeziku in 2014 Warrior Princess v angleškem jeziku, ter 2011 smo pa začeli z malo ploščo pod imenom Hellcats, ki je pa bila takoj razprodana in je nismo potem nikoli ponatisnili. Tako da to je v bistvu 4., no, če tako gledamo. Za ponatis je še vedno čas. Tako ja, sem zdaj se nam zdi vse toliko boljš, ko pogledaš nazaj, se trudiš, da bi vse boljš produkcija bila, boljše vokali, boljše kitare in zdaj se nam zdi, da je to, no. Da smo napredovali dosti od takrat, to je zdaj že minilo koliko, 14 let, ja. In mislim, da smo dosti napredovali in smo zadovoljni s tem, kar je. Kaj pa zvočno, če primerjate prvi izdelek po današnjem?
Ja, definitivno je velika sprememba. Mi takrat, ko smo začeli, smo v bistvu imeli domač studio in smo se v bistvu vsi s producentom šele učili. Jaz mislim, da za tiste čase in tiste zmožnosti smo naredili tudi takrat odličen posnetek, čeprav zdaj je pa to čist drug nivo. Tako, zdaj je to, kar smo želeli. Najdli smo z našim producentom Sergejem Pobegajlom smo našli zdaj zvok, ki smo ga želeli, kitare sploh ne. Že takrat smo se mučili s tem, zdaj ga končno imamo tak zvok. Tako da smo zdaj res zadovoljni. Tudi snemanje vokalov je bilo zdaj bistveno lažje, ker je Sara izjemna vokalistka in se spomnim, pri prvi plošči je bilo trajalo kar dolgo, da smo dobili tisto, kar hočemo, zdaj pa Sara res naredila to zelo hitro in dobro. Nenazadnje sedaj slišati tudi nekaj modernejših glasbenih prijemov, modernejši zvok. Ja, tako, zato je pa kriv Sergej Pobegajlo. Mi smo mu rekli, da bi rade take kitare, bolj močne, bolj široke, ne vem kakšne, kakor se da opisati, in on, ko nam je pokazal zvok teh kitar, mi smo bile takoj čisto zadovoljne in vesele, da mu je uspelo to, kar smo hoteli. No. Nenazadnje pa ima on kar nekaj rokovskih izkušenj. Tako, on je izkušen na področju igranja in na področju produkcije, ne, tako da smo se tudi od njega dosti naučile. Jaz kot basistka občudujem njegovo igranje basa, že od malih nog je bil odličen basist. Kitaristka je pa tudi je dosti raznih stvari povedal glede kitare in back vokalov, s katerimi smo se vedno mučile, ne. Pri snemanjih smo zdaj malo več se bolj potrudile in naučile tudi dosti novega. Tretja, I Am. Ja, I Am, ta je pa pač kdo smo, kaj smo, kam gremo, vedno naprej, v slovenščini je ta prevod naprej komada. Nekako govori, naše pesmi govorijo o moči, ženski, zato ker smo ženske. Predvsem dosti nam pomeni, ko nam kakšna reče, recimo nazadnje nam je rekla organizatorka, ki nas je povabila v Alžirijo, kjer smo bile pred enim mesecem, približno, malo več. Nam je rekla, da smo ji motivacija in inspiracija in da nas zelo rada posluša. No? In jaz mislim, da je ta en tak komad, ki lahko ženski da to moč, ko ga posluša. Potem sta še bolj ponosne. Seveda, ja. Take stvari nam zelo veliko pomenijo, da nam to nekdo reče, da smo jim inspiracija in motivacija. To je res velika stvar za nas. Ja, res. Sploh rade imamo žensko publiko, ker veš, da to ni samo, da nekateri moški gledajo tudi bend z očmi. Pri ženskah je pa to malo drugače, so bolj zahtevna publika doskrat in tiste, ki imajo rade našo muziko in ta vpliv, ki je na njih, tiste so res, nam veliko pomenijo take fenice, ne. If I wanna reach the
Saša in Sonja, članici skupine Hellcats, z mano vdaje radioaktivno Unstoppable je EP, ki ga vrtimo. 6 pesmi ste združili v celoto, vse ustvarile same? Ja, vse smo ustvarili same, tako da to je bil naš namen že od začetka, da bomo nekako delali svojo glasbo in jo predstavljali, zato ker imamo še vedno veliko za povedati. Zdi se nam, da je to še tako, imamo še veliko tem v glavi, kaj bi lahko še povedali. Nekaj skladb smo že spoznali kot single, še kakšno novo najdemo potem tudi na EP-ju? Ja, novo je zdaj trenuten single oziroma videospot Spiderweb, ki v bistvu v angleščini in ki govori o teh raznih odnosih. Bo Sonja kaj več povedala. Bomo še o njej nekaj rekli. Kako pa poteka ustvarjanje? Delate vsaka zase ali skupaj? Ne, midve se vedno skupaj dobiva, vsaka neke svoje ideje da na kup, jih prinese in potem se v bistvu vedno delava komade skupaj. Ena doda nek del, druga nek del, nekako skupaj pol odpojeva, ona igra zraven kitaro in nekako nastane skupno to. Ja, tako jaz ponavadi igram kitaro, Sonja poje, vmes cviliva back vokale, kakor lahko visok, ki imava nizek glas. In potem skupaj razmišljava, kaj bi lahko spremenili. Se še slišva dosti po telefonu, če nisva pol skupaj, si pošiljava razne stvari. Tako da ja, vse delava skupaj in ne dava nič ven, dokler se obedve ne strinjava. 100% demokracija. Tako, ja. Besedila so v slovenskem in angleškem jeziku? Ja, prejšnja plošča, ja, tukaj pa smo se odločili, da ne bomo čisto vseh dale v slovenščino, nekako smo se odločili, da bova delali, kater komad čutiva, da bi bil boljš samo v angleščini, da ne bi zvenel morda dobro v slovenščini, oziroma tistega narediva samo v angleščini. Sva rekli, če bova začutili, da bo en komad pač v tem jeziku, bo ostal samo v tem. Ne delamo več tudi dvojnih videospotov, ker tudi to nam je veliko ogledov pojedel, ker smo 2 verzije dale, ker eni so eno gledali, eni drugo, tako da zdaj se pa tudi pozna pri Spiderwebu, kako to rastejo ogledi. Zdaj smo imeli v koliko parih dnevih, imamo že zdaj čez 40,000 ogledov, tako da je kar raste. Kaj pa tematika, ki jo nagovarjate v besedilih? Različno je. Vedno izhajamo iz življenj, misli, odnosov, ljubezni, ampak vedno naša besedila so pozitivna. Ne? Tako da ta Spiderweb pa predvsem govori o teh odnosih, ki se včasih zapleteš v mrežo in se ne moreš razplesti, ampak potem na koncu ti uspe, ne? Ker vedno želimo, da je to pozitiven zaključek, zato ker mi ne obupamo, ker smo unstoppable. Vse v stilu neustavljivosti. Ja, tako nekako. Saša, vidim pa, da sta sabo prinesli še vizitko v fizični obliki. Tako, dost glasbenikov nam je reklo, ne splača se vam tiskati CD-ja, sploh če si samozaložnik, ne? Ker mi smo že od vsega začetka, imamo vse te denarne stvari na svojih plečih, na Soninih in mojih, ne? In dosti glasbenikov tega več ne počne. Mi smo pa rekli, če smo se potrudili, če smo najdli zdaj dobro ekipo, tudi če CD naj bi izumiral, ne? Še vedno ni boljšega medija, ali kako se reče, trenutno, ki bi ga lahko nekomu dal. Digitalno seveda tudi imamo na iTunes in na Spotify, imamo glasbo, samo to ni nam isto. Tudi za mene je bilo 2-krat več dela, ker vedno delam tudi dizajn, ne, in noter še knjižico in vse to oblikovanje in tisk in vse to, ampak nekaj imaš zadat, nekaj imaš svojega, neki izdelek imaš pri sebi. Potem seveda vse streaming platforme, kot je že najavila Saša. Ja, vse streaming platforme, zdaj pa sem dodala tukaj pred CD-ju, tudi ko mi gremo v tujino, jih vzamemo s sabo in to je naš merch in prodajamo jih lahko. Ti glasbo lahko online prodajaš, samo tako, če te nekdo pogleda, ne, če imaš te streame in to, ampak CD je pa tist, ki tudi nekdo vzame domov. Radi imajo, da stojijo v vrstah, se jim podpisujemo, kupujejo CD-je, ne vem, mogoče smo še vedno tako old school, da imamo rade neko stvar, da ni samo virtualna, ne. Tako da. Album poslušalci spoznajo tako, da vidijo na naslovnici vas. Tako je, ja. Pač Hellcats smo mi in to je to. V vašem imidžu, metalskem? Metalski imidž od vsega začetka. To je naš imidž tudi sicer, nismo samo za na oder take. Mi nosimo vse črno barvo tudi sicer, usnjene hlače kdaj in tako dalje. No.
Ja, naš stil je že od vsega začetka, lahko bi rekli midve, da že od najne srednje šole je v bistvu zelo isti stil. Pa zdaj vidimo, da vse več punc je takih, ne? Tudi tako smo dostkrat opazili, ne? Da je mogoče malo bilo tega kopiranja tudi z strani slikanja. Ne? Smo opazili par z teh scen, ki smo si jih mi izmišljevali takrat, ko še ni bilo sploh ženskih bendov, nismo vedeli niti kako smo si izmislili, kako bi se postavili na sliko, ker mi nismo imeli za zgled, ne vem koliko ženskih bendov, da bi to opazili. Ponavadi so pa, ne vem, fotografi vedno dali samo pevko v spredje, pa druge v zadnji. Mi smo zmer govorili, ne, mi smo enakovredne, vse moramo biti naenkrat, ne, slikane nobena ni malo bolj naprej kot druga. Seveda na odru ni tako, jaz sem vedno v zadnji, ker sem bobnar, v redu, ne. Ampak drugače, no, tudi to, ta naš stil je postal nekako tak, da zdaj vidimo, da nas tudi druge kopirajo in enostavno polka damo na CD, seveda bomo dali našo sliko, ne, še vedno, ne bomo dali neke umetnine, ne, smo rekli, dokler smo še mlade in lepe, tudi če nas kdo še kdaj vidi. Še sreča je, da se na albumu oziroma na fotografiji ne vidi vrvica, kjer ste vrste, da ste se pravilno postavile. Ja, ne, se je mogoče ena malo spred stoji pevka, zato da pol izgledamo enakomerno visoke. Frontmenka, frontwoman, bi mora sicer reči pravilno, mora biti v prvi vrsti. Pa seveda, ona je taka, ona je v spredi na odru, ne, tako da, tako je, ona je ta prava za tam od spredi karakter, to je to. Ja, nekako mi tri smo od spredi, Sonja je od zad, ampak ona nas gleda, pa ima vse pod kontrolo, res. Mi sam se obrnemo nazaj, aha, ok, vse je v redu. Če Sonja ne udari na začetku pravilno, Tako. potem ste vse tri zmedene. Tako, ja. Sonja udari in začnemo, to je to. Četrta bo Spiderweb, ki si jo Sonja že omenila. Ja, to sem že prej vse povedala, kako se je treba odmrežiti. Ne. Čeprav se danes bolj ali manj zapletamo v mreže. Ja, pa se pa malo odpletemo, ne, da se malo rešimo vmes. Ne moramo biti skozi zapleteni. Sky's getting dark and the moon's on the rise. The nightmares keep me awake. My head is filled with a twisted lie. You'll be killing me day after day.
Hellcats Unstoppable EP, ki ga vrtimo. Kot dobivam vaša PR sporočila, vidim, da ste veliko na odrih, na domačih še najmanj. Na domačih še najmanj, ja, ne vemo zakaj. Zelo raje bi šle zvečer na koncert v Sloveniji, pa domov spat, ne pa en dan potovali do Alžirije, pa tam bile en dan, pa spet naslednji dan nazaj cel dan potovali. Ampak zaenkrat ni, mislim, ni povabil toliko, ni toliko, očitno ni toliko poslušalcev bolj močne glasbe, da bi lahko se udejstvovali, ali pač, ne vem, bomo videli še. Ne. Zelo rade bi nastopile tle. Tako, no, seveda nastopimo kdaj po motozborih, ne smem pozabiti. Za Harley Davidson smo igrali že kar nekaj časa nazaj, 3 koncerte, potem pri vas smo tudi bile na motozborih v tem delu Slovenije, tako da bomo videli, no. Na vaši spletni strani hellcats.si je videti koncertne kraje, kje vse nastopate. Velika Britanija, Nemčija, Nizozemska, Finska. Ja, kar smo bile res veliko okrog. Ja, Velika Britanija, to je bilo sploh 3 leta zaporedoma, ali 4 smo bile, 4 leta zaporedoma. V bistvu, odkar smo s to ekipo, smo šli vsako leto v Anglijo, plus enkrat še na Škotsko, Wales, ne, tudi potem, ja, to je bila ta zahodna turneja, Belgija, Nizozemska, Francija. Potem je bil en špil na Finskem, ki ga imamo še zdaj tako v glavi, da nam ne gre iz glave, ker je bilo tako res super, ne. Tam je res to dežela metala in to se je toliko poznalo, da so ljudje res so znali navijati. Pa ta zadnji, ne, Alžirija, to nam je bilo pa tudi tako sanje, mislim. Taka, nikoli si ne bi predstavljala, da bomo mi igrali kdaj v Alžiriji, ne, ampak ker je bila taka priložnost, da se je to zgodilo, smo bile takoj vse za, ko se nam je ponudila, ne. Boš nekaj rekli o Alžiriji, ampak pri tem še je Finska. Vedno, oziroma skoraj vedno, ko dobivam glasbo z Finske, je to metal, hard rock, nekaj bolj trdih ritmov. Ja, mi smo bili v tem kraju blizu Tampere, ne, in ta kraj je bil znan kot najbolj metalski finski. Ne vem, ko smo po dnevi hodile tam okrog, smo videli družine, vsi v črnem, smo se počutili kot, ne vem, če smo bili v snežnih hlačah, je bilo tako, kot da smo normalne tam, ne, normalno oblečene. Tukaj smo kdaj, če nas kdo vidi, kot da smo iz lune padle, ne, ampak tam je bilo to nekaj normalnega. Tako da res je veliko metalcev, rockerjev. Tako jim je v krvi ta glasba, da ko so našo slišali, so točno vedeli, da je morajo narediti hej in aplavz in vse, sploh ni bilo veliko treba pevki spodbujati jih. Ne. Vidim, da ste slovenski glasbeniki vse popularnejši na Finskem, čeprav ste se jezika popolnoma nasprotno. Ja, res je in tudi želeli so si v slovenščini skladbo, da jim zaigramo in smo zaigrali potem Sanjam demone, naš slovenski komad in so zraven že eni celo peli, ne. Se pozna, da tudi je nekaj Slovanov, blizu ni tako daleč Rusija in so znali par besed, no, res. Ni bilo to težava za njih. Mogoče na to vpliva tudi kaj Joker Out, oni so tudi tam popularni. Ja, mogoče. Ja, oni imajo verjetno bolj punce mlade za publiko, ne? In seveda potem je motivacija puncam se od takih lušnih fantov učiti jezika, ne? Lažje se prevaja. Ja, je pa tudi, no, mimo grede nam pisal en Norvežan, da je poslušal našo slovensko verzijo plošče in da je potem v avtu tako poskušal peti in da ko je iz avta izstopil, so ga vsi gledali, kaj z njim narobe, v katerem jeziku to poje. Prej sta omenili tudi Alžirijo, kjer ste bile Hellcats nedolgo nazaj. Muslimanski svet, popolnoma drugačen sistem, pa metal glasba. Točno tako, ko smo dobile povabilo, jaz ponavadi dobivam vabila na mail in bile smo v podzemni v Berlinu, kjer smo imeli predstavitev, se glih vse 4 vozimo in jaz vidim povabilo iz slovenske ambasade v Alžiriji, a bi prišle čez manj kot en mesec nastopiti na njihov festival, na zaključni del festivala zbiralcev stripov. In jaz tako puncam rečem, ne vem, je to res, a ni, in je takoj že Mija preverila na internetu vse kontakte in ko smo ugotovili, da je res, se je pravljica začela, no, za nas. Mi smo, dobro, malo je bilo težje vizo dobiti, ker je kar zahtevno. Mož podatke celo od očeta dati, od moža, potrdila o zaposlitvi. Veliko enih takih formalnosti imajo, ampak smo dobile vizo in tam so pa res
tako lepo delali z nami. Seveda so tudi pravila, naprimer nismo smeli imeti odkritih ramen, odkritih nog, potem tale rokerski pozdrav nismo smeli preveč izpostavljati. Je bilo pa to v glavnem mestu Alžir, prav v centru se je dogajalo mesto v mestu, ograjeno je bilo vse skupaj, kjer smo me igrale in tam je bilo ogromno mladih otrok, in najstnikov, ki so zbiratelji teh stripov. In to je bila tako divja publika, tako so navijali, že sam Mija, ki je začela Solažo, so začeli kričati. Res, to smo nazadnje doživeli mogoče v Rusiji 2012, tako glasno publiko. Res, se je videlo, da jim to manjka, da tega nimajo ti mladi. Ne? Ste morali katero skladbo izločiti iz programa? Ne, dejansko nismo nič izločili, vse so sprejeli. Mogoče je kdo pomislil, da bi bilo kaj kontroverznega, ampak oni so bili vsi res zelo prijazni. Vse, kar je bilo, samo da smo mogli čakati, da se je molitev najprej izvedla, preden smo začeli, ker imajo pač oni vsako uro te molitve. In to smo počakali in to je bilo to. Drugače pa res euforija, navijanje. Totalno so bili navdušeni, pišejo nam še zdaj, dobila smo en kup followerjev, ne vem, to je res, še zdaj nas vsi nas sledijo, pišejo nam, navdušenje je bilo, oni takih dogodkov nimajo in jih pogrešajo in vse ti metalci tam, ki so, oni to samo po internetu gledajo in noben ne pride k njim igrati, ker si tudi prvoščati ne morejo, to, kar je pa organizirala v bistvu evropska delegacija, so si pa lahko pač prvoščali tako organizacijo. Imajo tudi svojo metal sceno? Tako, do nas je prišel pozdraviti najstarejši metalec pri njih. Metal se je pri njih v 90-ih letih začel in takrat so ustanovili lokalni metalci svoj band in prav na našem koncertu se je pojavil njihov pevec, katerega smo spoznali in smo zdaj v stiku še vedno preko interneta. Je pa na koncu, je pa tudi en dan prej igral en njihov alžirski metal band, s katerim smo potem čist na koncu našega koncerta odigrali skupaj en komad. Tako da potem je bilo sploh navdušenje, ker so še svoje domače videli gor zraven na odru in jim je bilo to res zanimivo. Tudi intervju ste imeli tam na nacionalnem radiju? Ja, nacionalni radio, ta njihov voditelj je prav rekel, da si nikoli ni mislil, da bo 10 let potem, kar je našel naš komad na internetu Steel Rider, da nas bo videl v Alžiriji igrati. Tako da je bil čist navdušen. Res je bil dober intervju s tem, da njihov uradni jezik je francoščina, on je slabo angleško govoril, ampak ker mi imamo tako srečo, je naša Mija študira tolmačenje iz francoščine in res obvlada francosko, tako da je ona v bistvu tolmačila iz njegove francoščine nam v slovenščino, da smo mi pa v angleščini odgovarjali in tudi je ona bila res tam, so jo dost porabili za to, da je z njimi se pogovarjala. Res je bilo super. Tako je in potem je rekel, da oni dost poznajo naše skladbe, ampak da jih vse zloadajo na črno si dol, ker nimajo kje kupiti teh CD-jev. In potem smo jim podarili nekaj CD-jev, da so lahko oboževalcem v svoji vdaji podelili. So bili zelo veseli. Predzadnja, Črna burja. Ja, to je v bistvu slovenska izvedba Black Thunderja. Ja, predvsem govori o tem, da nas nič ne ustavi, ne ustavljaj burje, kamor želela bom, tja bom prišla. Bližam se, silo
Saša in Sonja, članici skupine Hellcat z mano v oddaji Radioaktivno. Vidim, da ste v zasedbi še stara šola, ker imate spletno stran, ne samo družabnih omrežij. Imamo tudi spletno stran, ja. Čeprav najprej smo imeli družabna omrežja, ker se do takrat še nisem naučila, ker ponavadi jaz delam vse to sama, se še nisem naučila spletne strani delati, potem sem se pa, evo, in zdaj imamo tudi spletno stran. Prej smo že omenili videoprodukcijo, dejansko vsako skladbo podprete z videospotom. Je to danes še nuja? Ja, skoraj bi rekel, da je, ker ravno tako več ljudi sliši tvojo glasbo, ker malo tudi gledajo, poslušajo z očmi, tako da nekako se bolje glasba predstavi skozi sliko. Da v bistvu neko zgodbo ali pa karkoli poveš še sliko, ker zdaj vsi pač uporabljajo telefone in to in v bistvu gledajo zraven, ni toliko več samo radio. Žal, kdaj. Hellcat, ste del slovenske glasbene scene, kako gledate na njo? Všeč so nam tisti, ki si upajo, da niso kot vsi, ampak da je nekaj novega. Všeč so nam tudi ti naši starejši rock bendi, všeč so nam sami izvajalci, všeč so nam vsi, ki se trudijo, res. Spoštujemo našo glasbeno sceno. Ja, morda bi si želeli malo več rockerskih dogodkov, to smo že rekli, ne, ker ni, da mi hočemo samo biti v tujini, mi bi z veseljem bila tudi v Sloveniji, če bi bilo tega morda malo več, ker se mi zdi, da publika je vseeno naklonjena tem, tudi mi, ko imamo koncerte, vedno pridajo, vedno so navdušeni, skozi sprašujejo, kje boste naslednjič in žal jim pol moramo reči v Nemčiji ali pa nekje, ne moramo reči, pridite, smo spet, ne vem, v Ljubljani, Maribor, Celje, ne vem, Primorska, kjerkoli že, ne. Kako pa Hellcat sodelujete z umetno inteligenco? Ne sodelujemo zares, tako da ne vem, če mogoče kakšno stvar, da jo vprašamo kam, kako bi kaj naredil, kakšno pogodbo recimo, sem jaz res priznam, si pomagala enkrat, če sem dost sestavila pogodbo za neke organizatorje, da je bila, na kaj moram paziti, drugače pa ne uporabljamo umetne inteligence. Nima dosti izvirnih predlogov za nas. Je pa zanimivo, ravno včeraj sem videla eden izmed komentarjev pod našim novim videospotu na naši YouTube strani, je bil, ali je to narejeno z umetno inteligenco, ta videospot. Da to sigurno ni zares band. Jaz si pri pripravi intervjujev pomagam in Microsoftovega kopilota tudi vprašam, katere so najpopularnejše skladbe izvajalca, s katerim se pogovarjam. Kaj mislite, da je umetna inteligenca izpostavila pri vas, katere skladbe? Steel Rider. Ne vem. Še katero? Prerojena mogoče. Ne, Sonja še. Mogoče Black Thunder, ali je sploh vedela, kdo smo? Je vedela. To je že uspeh. Kaj ti vprašal sem v slovenščini, ne mi pripravi nekaj podatkov skupine Hellcats, tako da je potem vas našla. A ja, ne vem, morda pa Unstoppable, odvisno od kje jemlje podatke. Ali pa Divja pot, mogoče Divja pot. Mislim, da si Saša zelo dobro pričela. Steel Rider je prva skladba, ki jo je izpostavil kopilot, potem Now is my time. Prerojena, ja. Ja, potem Demon Dreams, I am, Divja pot, Prerojena, Mačke pekla, Bojevnica in Vladar noči. Zanimivo, res. Vladar noči sploh nismo nikoli video spota posnele, da ga je našlo, ne? Super. Zanimivo, ja. Res. Vedno bolj pametna postaja. Ja, sej to jih boje lahko naučiš, tako da moramo me povedati, kaj naj drugim odgovori. Se bomo morali več pogovoriti z umetno inteligenco. Unstoppable je aktualni izdelek, verjetno delate že intenzivno naprej, ne boste se ustavili? Ne bomo, imamo skladbe že pripravljene, Sonjo sva napisali že več skladb, čeprav prav naslovna skladba Unstoppable je nastala čist vmes, v bistvu zdaj, odkar imamo to ekipo, smo pa vsa ta leta, ker nismo imeli prave ekipe, ustvarjali skladbe, tako da imamo še dost rezerve. Bo potem naslednji izdelek pravi album? Ja, sigurno. To je plan. Pa morda tudi LP, ne? Ker to nas tudi dost nam pišejo, če bomo izdale vinilko, ne. Vinilka je skoraj nuja, ker je tudi zelo popularna med poslušalci, samo za turneje pa ni najbolj praktična, ne. Ker je teža prevelika za prenašati naokrog. Mi ponavadi, ko potujemo z letalom, potem te CD-je posebej zapakiramo in jih vzamemo s sabo. Je pa tudi že v Angliji prišlo do tega, da nam jih je zmanjkalo in so nam jih iz Slovenije poslali na turnejo in so prišli hitreje kot mi.
v naslednji kraj. V naslednji kraj. Naslednja skladba potem tudi v slovenščini in angleščini. Tako, ja, Naprej je v bistvu najstarejša skladba izmed vseh, ki so na mali plošči. In boste šli naprej. Ja, mi gremo naprej, brez skrbi. In tudi mi gremo naprej. Saša in Sonja, članici skupine Hellcats, hvala, da ste se oglasili v oddaji Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delamo naprej. Najlepša hvala tudi vam za podporo že toliko let in le tako naprej. Ja, veliko uspeha tudi vam. Hvala. Včasih ne zavedam se, kaj zmorem, čutim in kaj znam. Včasih neka z mene ne odšla, najraje bi drugam. Danes se drugače je, obrnem novo stran. Zdaj vem, kdo sem in da v sebi noro moč imam. Naprej, v viharjih najdem mirno pot, da vem, nikoli se ne izgubim. Naprej, spekla naravnost do neba živim, kar dela črpam iz srca. Dolge ceste vodijo me v kraje, ki si jih želim. Brez postavka srkam srečo, dajem vse in to dobim. Danes vem, da vse uspe, če upam si samo. Ko na pravi poti sem, takrat je vse lahko. Naprej, v viharjih najdem mirno pot, da vem, nikoli se ne izgubim. Naprej, spekla naravnost do neba živim, kar dela črpam iz srca. Naprej, v viharjih najdem mirno pot, da vem, nikoli se ne izgubim. Naprej, spekla naravnost do neba živim, kar dela črpam iz srca. Naprej, v viharjih najdem mirno pot, da vem, nikoli se ne izgubim. Naprej, spekla naravnost do neba živim, kar dela črpam iz srca. Naprej. Mi smo Hellcats in vi poslušate Radioaktivno.